Torej, dr. Anže Japelj, asistent na Gozdarskem inštitutu Slovenije, se ukvarja predvsem z okoljsko ekonomiko, z nelesnimi gozdnimi dobrinami, kmetijsko-gozdarskimi sistemi in pa z gozdnimi inventurami. V svoji predstavitvi nam bo pa zdaj pojasnil pojme, kot so naravni kapital, javne storitve globalnih ekosistemov in predvsem ekosistemske storitve. In te pojme bo postavil seveda v kontekst odnosa do gozda in gozdarstva in pa v politični kontekst. Hvala. Lepo pozdravljeni. Predstavitev sem nekako zgradil v 5 delih, sicer je krajša, ampak kljub temu najprej bom skušal na začetku nekaj tega zgodovinske geneze koncepta ekosistemskih storitev. Tukaj sem predvsem navezan tudi na predhodne predstavitve svojih kolegov. Skušal bom poudariti prikaz, kako se je ta koncept začel uveljavljati predvsem v evropskih politikah, kako se razvija v Sloveniji. Nekaj na kratko bom povedal, kakšen je status quo raziskav na tem področju, kar je precej aktualno, in pa zaključil s enim izmed končnih faz obravnave koncepta ekosistemskih storitev, kar pojmujemo pod pojmom okoljsko računovodstvo. Tudi nekaj, kar je precej relevantno in se precej intenzivno tudi uveljavlja tudi v Sloveniji v končni fazi. Skratka, včeraj moj sodelavec Marko Kovač že opozoril, da ideja ekosistemskih storitev, se pravi vse dobrine in koristi, ki jih ljudje prejemamo od narave in nam v bistvu omogočajo neko rabo blaginje, ni stara nekaj desetletij, ampak precej več, kar popolnoma drži. Zavedanje, da smo ljudje odvisni od narave, je staro pač to, kot je staro tudi človeštvo. Se je pa interpretacija te odvisnosti oziroma razumevanja pomena narave za družbo seveda v času spreminjala. Od časov, ko so se ljudje nekako samo tega zavedali in to morda pripisovali celo nekim nadnaravnim virom, do tega, ko se v zadnjem času tega lotevamo izredno sistematično in na nek način zelo pozitivistično, tudi na podlagi empiričnih raziskav. Prvi pisani viri o tem segajo že nazaj, v bistvu pred naše štetje, kjer so se posamezniki bolj mislečega dela naše družbe v bistvu zavedali, da je lahko ravnanje človeka in vpliv tega ravnanja na naravo izjemno destruktiven, predvsem v smislu blaginje ljudi. V antiki so veliko pisali o tem, da je recimo izsekavanje gozda ali pa prekomerna paša vpliva na recimo izdatnost vodnih virov in s tem v bistvu na uspeh kmetijstva. In tudi Marko je tole publikacijo veliko kasnejšo že omenil, Man and Nature od Marsha. On je v bistvu se na to naslanjal in v enem delu svoje publikacije oziroma knjige tudi opisoval, kako je en pretežen velik dejavnik propada nekaterih kultur v Sredozemlju pravzaprav posledica nestrokovnega oziroma lahko bi rekel netrajnostnega ravnanja z naravnimi viri. En tak primer je tudi, mislim, da bi danes postavljen recimo slovenski kras, ki je bil še ne toliko dolgo nazaj povsem gol, predvsem zaradi tega v bistvu nesmotrnega oziroma upravljanja z naravnimi vidiki, predvsem v kontekstu pač preživetja. Kljub tem zelo zgodnjim začetkom se je sistematično raziskovanje koncepta ekosistemskih storitev, takrat se temu še pač ni tako rekel, ampak se pravi odvisnosti človeka od narave začelo nekje v 70-ih letih. Tudi tole smo danes že slišali o publikaciji Nema pomlad, kjer je opisan negativen učinek predvsem DDT in pa drugih biocidov v kmetijstvu. Skratka, to se velikokrat citira kot neka prelomno delo, ki je ustvarilo nek motiv, nek momentum zavedanja, da morda pa le ljudje se moramo na nek način vprašati, ali je vedno naše ravnanje v skladu z ekološko nosilno kapaciteto narave ali obodi si lahko celo presegamo. Tako da se je v 70-ih, 80-ih letih v bistvu začela razvoj, predvsem v tem smislu, da so najprej raziskovalci želeli jasno definirati to odvisnost človeka od narave. In so to pač kar nekaj več kot desetletij v bistvu se skušali definirati in pa postaviti okvir te odvisnosti. Takrat so recimo govorili o funkcijah narave, predvsem tukaj govorimo recimo o tem, da so se zavedali nekateri ekofiziološki procesi, ki v naravi potekajo, imajo za končni rezultat neko dobrino ali pa storitev, ki je lahko njem kot družbi koristna. Naravni kapital, to je pojem, ki se je uveljavljal v začetku 70-ih in govori, da družba operira z neko zalogo narave, ki jo lahko bodi si izkorišča ali pa bodi si ne izkorišča, in s tem v bistvu tudi na nek način zaganja oziroma na tem tudi v bistvu nekak način
temelji en velik del našega gospodarstva. No, ekosistemska storitev kot pojem se je prvič pojavila konec 70-ih, definirala sta pa koncept Ehrlich in Ehrlich v letu 81, kjer sta v bistvu prvič tudi dejansko definirala, kaj ekosistemska storitev ni bila in postavila nek bolj empiričen okvir tega koncepta. Potem se je pa v bistvu v 90-ih, lahko tudi tukaj spomnim na vrh o biotski pestrosti v Rio de Janeiro 92. leta, to je bil en taka prelomen dogodek, kjer se je v bistvu začel svet na nek način globalno vsem kot ne bolj zbujati ali pa se je zganil v smislu, da je potrebno ravnanje, kakršnega do takrat poznajo, na nek način začeti nadzorovati, usmerjati in začeti prenehati z nekaterimi zelo destruktivnimi praksami. Se pravi, v 90-ih letih se koncept ekosistemskih storitev, takrat se še ni vedno tako imenoval, začne uveljavljati tudi v mednarodnih politikah. In milenijska ocena ekosistemov, kljub temu, da je mogoče na nek način kontroverzna, je leta 2005, se pravi, nek ogromen projekt, stotine znanstvenikov so producirali kar nekaj poročil, kjer so skušali na globalni ravni oceniti stanje ekosistemov in pa pokazati politiki, da se stanje ekosistemov poslabšuje. Takrat so ugotavljali, da je že 60% približno ekosistemskih storitev na nek način že degradiranih in se pravi, treba ta naš način upravljanja z naravo na nek način spremeniti, če si hočemo zagotoviti tudi neko raven blaginje v prihodnosti. Takrat se v bistvu začne prvič pojavljati zelo jasno ta konotacija, da je narava pomembna ne samo zato, ker nam trenutno omogoča nek gospodarski razvoj, nek stanje družbe, ampak je pomembna predvsem tudi, da jo ohranimo v prihodnje. To je tudi obdobje, kjer se zažene kar nekaj pomembnih mednarodnih političnih pobud. V tem primeru gre velikokrat ekosistemske storitve se pač kanalizirajo skozi neke politične projekte. In tudi ekosistemske storitve kot koncept je v tem primeru izrazit ta učinek kot nek bottom-down, se pravi, da se stvari običajno zgenerirajo na ravni nekih mednarodnih politik, ki se potem pač prenašajo na nacionalni ravni. In je v tem smislu koncept ekosistemskih storitev morda nekoliko drugačen od drugih sektorjev ali pa drugih delov politike, kot recimo skupna kmetijska politika, kjer je v bistvu na nek način bila že pred to politično pobudo po koncu druge svetovne vojne prisotna v nekaterih državah članicah in je potem pač zrasla v skupno evropsko politiko. V primeru ekosistemskih storitev teh nacionalnih, v bistvu parcialnih razvoja dejansko skoraj da ni bilo razen nekaj zelo res točkovnih izjem. Ne? In je stvar prišla v bistvu zelo iz nekih visokih političnih ravni, se počasi prebija tudi na nacionalne in pa tudi regionalne ravni. Tukaj bi pomenil mogoče dve pomembni podbudi, kot sta Economics of Ecosystem and Biodiversity, TIP. To je en večji dolgotrajajoči projekt, ki v bistvu skušajo na nek način ekonomsko vrednotiti, zakaj je biotska pestrost pomembna v kontekstu gospodarstva in to skušajo prikazati skozi neke monetarne ocene. Kakorkoli je to kontroverzno, pa tudi večkrat kritizirano. IBES, mednarodna platforma za biotsko pestrost in ekosistemske storitve, to je del organizacije Združenih narodov, ki si lahko predstavljamo podobno kot je IPCC za klimo, je IPBES za ekosistemske storitve, spravo neko zelo veliko medvladno telo, ki predvsem predstavlja nek strokovni pa znanstveni suport odločevalcem, da bi potem lažje ustvarjali učinkovite politike. No, potem kasneje, predvsem po letu 2000 in pa ta milenijska ocena ekosistemov dejansko bila neka prelomna stvar, ki je zagnala vse ta politična stroj, da so začeli oblikovati politike, ki so vedno bolj začeli vključevati tudi koncept ekosistemskih storitev in predvsem v okviru Evropskega zelenega dogovora, ki je zdaj aktualen paket politik in v bistvu skuša na nek način pokazati, kako naj evropsko gospodarstvo preide v neko gospodarstvo brez emisij, se pravi, da bo Evropa postala kontinent brez emisij. Je v tem paketu v bistvu nastali tudi neki politik, ki so zelo močno temeljijo na konceptu ekosistemskih storitev. Predvsem tri bi tukaj izpostavil strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Ta je v bistvu precej podobna prejšnji varianti strategije do 2020, ampak kar je bistveno tukaj je, da v obeh strategijah, v tisti predhodni, v tej, so ekosistemske storitve ali pa biotska pestrost, na katere se navezujejo, v bistvu temeljni okvir celotne strategije. Ne?
In v bistvu veliko akcij ali pa veliko usmeritev, ki izhajajo iz teh strategij, temeljijo na tem, da naj bi se ekosistemske storitve predstavljali nek empiričen okvir, na podlagi katerega bi se ugotavljali, kako ljudje ravnamo in kakšen je naš vpliv na naravo. In da naj tega stanja dejansko ne poslabšujemo oziroma v nekaterih primerih ga izboljšujemo. Evropska strategija za gozdove do leta 2040, ta je v bistvu čisto sveža iz lanskega leta. Načeloma izhaja strategija za biotsko raznovrstnost in tudi tukaj izhaja precej kritik do te strategije. Je pa, kar je v tem smislu pozitivnega, je, da nekako predstavlja priložnost, vsaj po mojem mnenju, za gozdarstvo, da se nekako repozicionira na evropskem političnem parketu. Ker zdaj je bilo gozdarstvo sektor, kjer ni imelo izrazito svoje politike. Je bilo ali bolj si del kmetijstva ali pa bolj si del biotske raznovrstnosti. V tem primeru se v bistvu prvič na nek način, po mojem videnju, dosti jasno loči od ostalih sektorjev, sicer postaja zelo povezan, ampak kljub temu se mi zdi, da v tem smislu postaja malo bolj samostojno. Mogoče samo beseda o tem, zakaj je ta strategija precej kritizirana, ker izhaja strategija za biotsko pestrost, seveda tudi poudarja, da so gozdovi pomemben element v smislu ohranjanja biotske raznovrstnosti. In gozdarska stroka, recimo v Sloveniji, jo je pričakala precej zadržano. Pričakovano zasebni lastniki gozdov so v bistvu do nje zelo negativno nastrojeni, ker postavlja gozdove v nek kontekst naravovarstva, izrazitega naravovarstva, da ne bi gozdove ohranjali, zaščitili, v njih manj ukrepali kot sicer. In seveda se tukaj potem tistim, ki pa od gozdov živijo, tisti, ki z njimi gospodarijo, vidijo grožnjo, da se bo ta sektor na nek način pasiviziral. Ne bo postal več tako gospodarsko močan, kot bi lahko bil, a bo postal neka okoljevarstvena kategorija. Tako se pač v tem smislu se razmišlja pri gozdarjih, pa predvsem pa pri lastnikih gozdov. Kljub temu, da recimo v strateškem delu, ki govori o biogospodarstvu, se pravi, kako gospodarstvo zapeljati na tem, da bi kar se da v veliki meri zamenjevali fosilna goriva ali pa fosilne surovine za naravne vire, pa zopet le doje gozdarstvo neko pomembno vlogo. Tako da je več kontradikcije med različnimi politikami znotraj Evropskega zelenega dogovora. Kakorkoli, kar pa je neka stvar, ki jo pa vidi gozdarska stroka, pa predvsem lastniki zelo pozitivno, je to, da je strategija za gozdove prvič zelo jasno izpostavila plačila za ekosistemske storitve kot eno izmed orodij finančnih mehanizmov, kako lastnike gozdov spodbuditi k drugačnemu ravnanju in s tem zagotoviti družbi vse tiste nematerialne pa netržne ekosistemske storitve, ki jih drugače mogoče niti ne bi. Tako da to je, kar se tiče strategije za gozdove. Tudi ta velikrat omenja ekosistemske storitve gozdov. Skozi ta slajd predvsem hočem pokazati to, da se v teh novejših politikah koncept storitev precej močno uveljavlja. Precej nova je tudi strategija za tla. Tudi ta v bistvu temelji v veliki meri na tem, da poudarja, da so tla vir nekaterih ekosistemskih storitev, kar je sicer po mojem mačkem sporno z ekološkega vidika, ker ločevati dele ekosistema v posamezne elemente in govoriti o njih kot nekih samostojnih delih je pač po moje rahlo napačno, ker ekosistem pač obstaja zato, ker je sklop živega in neživega. In tukaj mislim, da gre predvsem za na nek način žal za politično preigravanje, ker se skuša neke sektorje opolnomočiti s tem, da se jim da neko samostojno politiko. Pri tleh tukaj predvsem mislim, da je kmetijstvo zelo močno, ker skuša skozi to pač pride do nekega vidnejšega položaja. Skratka, stanje, kakršno je pa zdaj, je pa tako, da se ekosistemske storitve so definirane na zelo različne načine, ampak do danes najbolj uveljavljena in tudi največkrat citirana definicija je tista, ki izhaja iz milenijske ocene ekosistemov, ki govori, da so pač to koristi, ki jih družba prejema od ekosistemov. Temelj za nastanek ekosistemskih storitev je pa postavljena kot biotska pestrost, se pravi ekosistemi, ki so biotsko pestri, kjer je ta biotska pestrost ohranjena in blizu tistega naravnega stanja, imajo neko kapaciteto, da zagotavljajo ekosistemske storitve. Seveda je pri različnih ekosistemskih storitvah ključen tudi vpliv oziroma intervencija človeka. Vsaka storitev od ekosistema do družbe ne pride brez intervencije človeka, predvsem je to v kmetijstvu očitno, v gozdarstvu mogoče malo manj. Zelo se uveljavlja tudi CITES, tako imenovana mednarodna klasifikacija ekosistemskih storitev. Jaz sem tukaj povzel samo nekaj primerov, temelji na 3 splošnih kategorijah ekosistemskih storitev, se pravi, jih razvršča med oskrbovalne, ravnalne in pa kulturne.
Predvsem od leta 2010 pa do 2020, no ali pa še od 2005 do 2020, je bilo izjemno veliko raziskav in pa člankov, ki so skušali na nek način sistematizirati, pa predalčkrat klasificirati ekosistemske storitve. Na temu je bilo v bistvu izjemno veliko dela narejenega, teh klasifikacij je obilica, ampak ta CITES je v bistvu tista, ki je danes najbolj uveljavljena in tudi čisto praktičnega vidika ekosistemske storitve so tudi stvar, ki se uveljavlja v raziskovalnih projektih, ne samo kot fokus obravnave, ampak v bistvu kot nek kazalnik, kakšen je učinek projekta na naravo. V nekaterih programskih dokumentih v bistvu postaja standarden del prijave projektov, kjer skušamo predvsem v projekti, ki se ubadajo ali pa se ukvarjajo z ohranjanjem narave, Naturo 2000 in podobnimi deli, se skuša prek koncepta ekosistemskih storitev skratka ugotoviti vpliv projekta na nekem širšem kontekstu. Ne? Tako da ne postaja pomembno samo v politiki pa programskih dokumentih, ampak dejansko tudi v raziskovalnih projektih. Pa tudi v gospodarstvu, kar bom tudi lahko malo kasneje povedal. Zdaj pa malo več v kontekstu Slovenije, se pravi, kje je tukaj Slovenija. En izmed zelo odmevnih projektov na področju ekosistemskih storitev je bila projekt Esmeralda, ki se je zaključil, mislim, da leto ali pa 2 nazaj. In je v bistvu opravil izjemno delo, predvsem v smislu konsolidacije obstoječega znanja. Pripravili so en niz različnih delavnic, dokumentov, publikacij, kjer so skušali na zelo sistematičen, po mojem mnenju, predvsem uspešen način, na nek način sistematično prikazati vse informacije in pa znanje, ki so že na razpolago na področju ekosistemskih storitev. In v tem smislu je ta projekt bil izjemno koristen. Ob strani so počeli še marsikaj drugega, med drugim so pripravili tudi sistem spremljanja, kako dobro države članice uveljavljajo pa uresničujejo koncept ekosistemskih storitev v svojih politikah. Iz tega je nastal tale barometer, kjer vidite, da je Slovenija po tem svojem uspehu nekaj naprej zadnjem mestu, ampak mislim, da v bistvu ni to, nisem hotel tega pokazati, kje je Slovenija v tem kontekstu, ampak predvsem, da je včasih vedno bolj več časa, ko se ukvarjam s področjem ekosistemskih storitev, vidim, da pogrešam en tehten razmislek o tem, kaj nam ta koncept sploh prinaša, ker to je en tak primer v bistvu zelo nekritičnega forsiranja koncepta kamorkoli v vse pore našega delovanja in življenja. Se pravi, da v bistvu že na nek tak način prikazuje, kot kdo je nek zmagovalec, ki je ta koncept že prevzel in ga uveljavljal in kdo je mogoče slabši. Mislim, da je to en tak dober primer, kako je treba pač stopiti korak nazaj, se ustaviti in se prvo vprašati, je koncept ekosistemskih storitev sploh nekaj, kar želimo imeti, kar si ga želimo, ali je mogoče treba biti malo previden. Predvsem ker sem gozdar, lahko tukaj povem pač ideja, kot je tudi Marko že včeraj opozoril, ki stoji za ekosistemskimi storitvami, se pravi, ni nova, predvsem v gozdarstvu. To je sektor, ki je mnogo namenskost v bistvu prežeta čez celotno gozdarstvo. Tudi ta prvo predavanje danes nam je en del tega pokazalo. In se pravi, mi nekaj tega v bistvu že poznamo in tudi nekaj tega že uresničujemo. Predvsem v gozdarstvu pravim, da je to izrazit element, kako ravnamo z gozdovi. In se je potrebno vedno vprašati, ali želimo ta nek nov koncept zdaj nekritično prevzemati, ga postaviti na piedestal kot nekaj zelo dobrega, ali se je potrebno kritično presoditi, pa mogoče ga z neko rezervo vzeti. No. Samo to, sem hotel poudariti, ker v sistemu gozdarstva pač poznamo sistem funkcij, ki so idejno pač zrcalo skoraj ekosistemskim storitvam, ne. In zato smo mogoče, ali pa en del gozdarske stroke v bistvu do koncepta ekosistemskih storitev mačkan skeptičen, ker na nek način prinaša nekaj, kar mi že poznamo, samo v mačkan drugačni obliki. Ne. In ko govorimo o tej nekritični prevzemanju stvari, ki prihajajo iz evropskih politik, bomo imeli resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja, ki je v bistvu, jaz mislim, da brez ene širše debate prevzel koncept ekosistemskih storitev in jih ugradil v takle v bistvu strateški dokument za varstvo okolja. Ne. Jaz sem šel čisto za hec pogledati na dokumentu, ki je kar nekaj 10 strani dolg, se skoraj 100-krat pojavil izraz ekosistemska storitev. Se pravi, da so en velik del tega dokumenta enostavno res bazirali na tem konceptu. In kakor jaz poznam to področje, neke širše debate o tem, ali je to zdaj sploh smiselno, ali smo za to, ali ne, pa niti ni bilo. Ne. Mogoče to, kar sem prej omenil, smo gozdarji tega rahlo zadržani, oziroma vsaj en del mojih kolegov,
je tudi posledica tega, da v resoluciji o nacionalnem gozdnem programu pa enostavno tega izraza ni. Zato, ker gozdarska stroka pretežno je mnenja, da funkcije gozda že zadostno rešujejo to področje oziroma okvirjajo to mnogo namenskost gozdov in koncepta ekosistemskih storitev funkcije dejansko ne potrebuje. Jaz nisem takega mnenja, ker funkcije gozda po ideji sicer so zelo koristno orodje, ampak jaz mislim, da njihova uresničitev v praksi pa ni tako dobra in tukaj bi pa lahko od koncepta ekosistemskih storitev marsikaj privzeli, se naučili in na nek način funkcije gozdov ali nadgradili, ali pa mogoče tudi na nek način zamenjali s konceptom ekosistemskih storitev, predvsem v tistih elementih, ker sistematičnosti, ker koncept ekosistemskih storitev je pač sistem, ki je zelo antropocentričen, ampak hkrati je pa tudi zelo sistematičen in omogoča zelo dober vpogled v to odvisnost od narave in od človeka od narave, to, kar v bistvu že celo predstavitev skušam poudarjati, kar funkcije gozda na nek način ne omogočajo. Ekosistemske storitve se tudi zelo uveljavljajo na področju kmetijstva. Tukaj omenil najnovejši strateški načrt skupne kmetijske politike. Celo eno od specifičnih ciljev je prav namenjen ohranjanju in pa ohranjanju habitatov in pa krepitev ekosistemskih storitev. Se pravi, kmetijstvo v bistvu postaja en zelo pomemben igralec, predvsem tukaj bolj v kontekstu, koliko finančnih sredstev si lahko pridobijo na ta način, ker ekosistemske storitve, tako kot je bilo v preteklosti, mogoče biotska pestrost, pa podnebne spremembe so resnici na ljubo lahko učinkovito orodje za pridobivanje sredstev v nek sektor. In če temu tako, bi lahko gozdarstvo tega koristilo v smislu, da začne ekosistemske storitve vključevati vsaj v svoje razmišljanje, se na nek način na novo repozicionira, ker mu to evropska politika v bistvu dopušča. In je mogoče ta zadržek do ekosistemskih storitev v tem smislu malo nesmotrn. Bom počasi zaključil. Nekaj o raziskavah o ekosistemskih storitev v Sloveniji. Mi smo ravnokar s kolegicami Matejo Šmit-Hribar in pa Zuzano Burnič pripravili članek, kjer smo poskušali povzeti dinamiko raziskav na področju ekosistemskih storitev v Sloveniji. In tukaj boste videli, da v bistvu odteli, ko se krivulja različnih raziskav z področja ekosistemskih storitev močno obrne navzgor, zelo dobro sovpada prvič z milenijsko oceno ekosistemov, se pravi, da je to res nek temeljni prelomni trenutek, kjer se je zavedanje ali pa percepcija o ekosistemskih storitev začela bolj krepiti. In potem po letu 2010, kjer se v bistvu dobro na nek način zaključi ta dolga epizoda raziskovanja se pravi postavljanja definicije ekosistemskih storitev pa klasifikacije. Ko je to nekako zaključeno in ko je bila v bistvu narejena podlaga, da se lahko ta koncept začne pa uresničevati v politikah, se pravi po letu 2010, in tukaj se tudi vidi v bistvu tale zelo porast raziskav. Se pravi, stvar postala najprej politično zelo zanimiva, raziskovalci so pa temu sledila. Ene par besed samo o metodoloških pristopih, kako se sploh lotevamo obravnave ekosistemskih storitev. Metod za to je izjemno veliko. Nekako se združuje v 3 ključne kategorije, se pravi skupina metod, s katerimi želimo biofizikalno vrednotiti ekosistemske storitve, se pravi v nekih hektarjih, kubikih, litrih, miligramih, procentih. Sociokulturne tehnike, te so velikokrat prisotne recimo v kontekstih, kjer v bistvu ekoloških ali pa drugih dobrih podatkov enostavno ni na voljo in se lotevamo recimo participativnega kartiranja, kje ekosistemske storitve v prostoru so, neko rangiranje v neki skupnosti, kjer v bistvu preko posvetovanja, delavnic in pogovorov skušamo ugotoviti, kako pomembne so ekosistemske storitve, in potem tehnike denarnega vrednotenja ali pa monetarnega vrednotenja ekosistemskih storitev. Jaz tudi izhajam iz tega področja in iz tega vidika poznam ekosistemske storitve. Kakorkoli je mogoče tak pristop na nek način kontroverzen, ker ekosistemskim storitvam pripisuje neko denarno vrednost. Seveda je treba tukaj precej pozornosti dati in pa biti kritičen do interpretacije takih rezultatov, ampak dejstvo pa je, da so ekosistemske storitve, ki so prikazane v nekem denarni vrednosti, tudi veliko političnih pobud, ki sem jih predstavljal na začetku predstavitve, v bistvu temeljijo na ekonomskem vrednotenju. Stvar je privlačna zato, ker je zelo lahko razumljiva. Vsi, še posebej pa odločevalci, ki pogosto nimajo temeljnih ekoloških znanj, razumejo, kaj to pomeni evri. In pa tudi v takem formatu je podatek zelo priročen za vključevanje v neke analize cost-benefit, se pravi stroškov in pa koristi.
Seveda je tukaj treba biti zelo previden, v različne metode pač podajo rezultate z različnimi predpostavkami in pa izhodišči, in to je potrebno zelo kritično upoštevati. In jaz mislim, da je velikokrat nekritična uporaba rezultatov istovrstnih metodoloških pristopov v bistvu prispevala k temu, da je ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev v bistvu na nek način moj pripisana neka negativna konotacija na nek način. Seveda, poleg ideološke dileme, a sploh naravi in pa biotski pestrosti in pa pripisovati neko ekonomsko vrednost, a je to sploh prav ali pa narobe. Potem pa, če še zaključim s tem zadnjim delom o okoljskem računovodstvu. En izmed končnih faz vse te zgodbe o ekosistemskih storitev je vključevanje informacij o ekosistemskih storitev v okoljsko računovodstvo. Se pravi, gre za nek sistem spremljanja na ravni države ali pa regije ali pa tudi mogoče Evropske unije, kako v bistvu te tokovi iz ekosistemov prehajajo v gospodarstvo, koliko je gospodarstvo teh tokov, dobrin, storitev v bistvu odvisno in s kakšno zalogo teh ekosistemskih storitev dejansko sploh operiramo. To je, bi rekel, en precej drzen poskus, kako pokazati najprej, da smo ljudje še vedno zelo odvisni od narave, kljub vsem surogatom in nadomestkom, ki jih lahko imamo. In pa koliko je v bistvu gospodarstvo, predvsem kmetijstvo, gozdarstvo odvisno od ekosistemskih storitev ali pa tudi akvakultura recimo. In na nek način pokazati te tokove in opozoriti, če so mogoče v nekaterih primerih te tokovi ali pa ekološke kapacitete enostavno presežene in je potrebno sprejeti neke ukrepe, da se raba ekosistemskih storitev na nek način omeji. Tudi tukaj je precej ena obilica različnih pobud od Združenih narodov, Evropske okoljske agencije, ki so v bistvu pripravili že strokovne podlage, kako se lahko države članice tega lotevajo. Tudi naš statistični urad se je tega deloma lotil v smislu, mislim, da okoljskih računov, ampak zelo zadržano še zaenkrat. Skratka, tudi na tem področju se v bistvu raziskave še zelo intenzivno razvijajo, zelo malo je uspešnih aplikacij tega področja na ravni držav, je pa to zgleda nekaj taza, kar bo zopet prišlo skozi evropske politike, zgleda tudi na nacionalno raven. In tudi tukaj, če se mogoče pri samem konceptu ekosistemskih storitev nismo mogoče spraševali, a želimo ta koncept res nekritično uveljaviti, resnično ali pa ne, je mogoče tudi tle še vedno priložnost, da se na nek način opredelimo, kaj točno želimo s tem pristopom doseči in pa kako ga želimo tudi dejansko izpeljati v Sloveniji. To jaz sem s tem svojo predstavitev zaključil, pa vesel vsakršnih vprašanj. Ja, bomo potem odprli razpravo kasneje. Hvala lepa za to zanimivo predstavitev.